Dragi gospe, spoštovani gospodje, dragi prijateljice in prijatelji, dobrodošli, pozdravljeni. Veseli smo, da smo se danes zbrali tukaj v prostorih preseljene in prenovljene Slomškove knjigarne in Slomškove založbe v Mariboru. Gosposka ulica 17. Nov naslov, ki naj se res usidra v spomin tistih, ki imate radi dobro, ki imate radi lepo, ki imate radi danes kličemo tudi novo. V tej pesmi, ki smo jo prinesli kot prvo v Maribor, bi besedo ljubezen, ki je tako vseobsegujoče, lahko zamenjali tudi s knjigo, denimo. In med drugim rekli, da je v vsakem prostor za dobro knjigo in da je v njej veliko dobrega, ljubezni in verjamem, da to vsi, ki ste danes z nami, dobro veste. Naj bo današnji dogodek, ki vas bo morda s kakim lepim spominom tudi dvignil. Sem na tleh, ko svet se mi podira in ko skrbi mi stiskajo srce. Počakam te, da tiho prideš k meni in dvigneš me visoko nad vse. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smeji. Čutim moč, ko na te se naslonim. Ko dvigneš me, sem več kot si želim. Dvigneš me, sem več kot si želim. In kamorkoli se tule človek že v temle pritličnem nadstropju ozre, kaj šele zgoraj povsod, vidi zgodbo, obraz, pripoved o njem, ki nas dviguje. No, nas pa je prav po človeško iz Ljubljane dvignil iz obdobja popoldneva in povabil v Maribor direktor založbe Ognjišče Miha Turk. Miha, hvala za vabilo, prepuščam ti besedo. Dovolite, da na kratko predstavim prostore, v katerih se nahajamo. Po novem sta tu na Gosposki 17 Slomškova knjigarna in Slomškova založba, ki delujeta v okviru podjetja Ognjišče, založniška dejavnost iz Kopra. Ognjišče je seveda najprej mesečnik, drugo leto bo praznoval svoj 55. rojstni dan. V teh letih je že dodobra zrasel in obrodil sadove. Prvi tak sad je založba Ognjišče, ki od vsega začetka skrbi za širjenje verskih in branje dobrih duhovnih vsebin. V zadnjem desetletju smo knjigam dodali še ponudbo nabožnih spominkov in darilni program. Strankam skušamo našo ponudbo predstaviti v lepih, prijaznih in dobro založenih knjigarnah,
ki jih imamo v Kopru, v Kranju, na Ptuju in v Mariboru. Slednje dve, torej Slomškova knjigarna na Ptuju in Slomškovo knjigarno v Mariboru, smo skupaj s Slomškovo založbo septembra 2013 prevzeli od Slomškove družbe v okviru Nadškofije Maribor skupno željo, da bi se naša dejavnost v Mariboru ohranila in širila. Slomškova knjigarna je bila ustanovljena leta 1990 in je Mariborčanom poznana na Slomškovem trgu 3. Slomškova založba pa nekoliko kasneje. Torej bo Slomškova knjigarna drugo leto praznovala 30. rojstni dan. Verjetno je dovolj stara, da gre na svoje, če se nekoliko pošalim. Zaradi nejasne usode stavbo, v kateri smo domovali in ker smo želeli knjigarno primerno povečati, jo narediti še bolj dostopno in na očeh, smo iskali primeren prostor za novo domovanje. Premislek, kam iti, ni bil lahek. Možnosti, kje dobiti primeren prostor, niso vedno v skladu z željami. Kot kaže, je našo stisko in željo slišal nekdo zgoraj in uspelo nam je pridobiti te prostore, bivšo trgovino Peko, v samem središču mesta, nedalec stran, kjer smo bili prej, pa vendar še nekoliko bolj dostopno. Ko smo prejeli nove ključe, se je pravo delo šele začelo. Veliko stvari je bilo treba postoriti, veliko truda smo vložili v te prostore. Večina tega je danes očem skrito, dobesedno v tleh, v stropu, za zidovi, nekaj pa na očeh, upamo, da vam je všeč. Vsem, ki so v tem procesu pomagali, bi se rad iz srca zahvalil. Veliko jih je sodelovalo, preveč, da bi naštel vse, pa vendar samo najnujnejše. Najprej hvala odvetniku Mirku Filipoviču, AB Biroju ter projektantskemu podjetju Inteleko in direktorju Andreju Vorušiču, z vsemi izvajalci, ki so na objektu gradili razna dela. Posebna zahvala na koncu mizarskemu podjetju Kampo in direktorju Marku Kajzerju za to čudovito pohištvo. In hvala res vsem mojstrom. Stavba, v kateri smo, je velika, zato smo vanjo preselili tudi osrednje skladišče ognjišča, ki ima sedaj tu osrednjo logistično točko, iz katere oskrbujemo stranke po vsej Sloveniji. Čutim pa posebno dolžnost, da se ponovno zahvalim vsem mojim sodelavcem. Še posebej vam, ki delate v Mariboru in ste ob svojem rednem delu zavzeto pomagali pri prenovi in selitvi prostorov. Hvala. Upam, da se boste na Gosposki počutili dobro. Nenazadnje, hvala tudi vsem poslovnim partnerjem, s katerimi sodelujemo. Preveč jih je, da bi našteval. Če se sprehodite po policah, boste opazili, kdo so, in prav vsem se lepo zahvaljujemo, ter si želimo dobrega in uspešnega sodelovanja. Hvala vsem, ki ste prišli danes, in vsem, ki prihajate redno v Slomškovo knjigarno. Upamo in želimo si, da bi se tu še velikokrat srečevali in potrudili se bomo, da nam bo pri nas lepo. Vedno dobrodošli. Hvala tudi zborčku, ki sem vas popoldne pregnal iz počitka. Dobro. V redu. Naša želja je, da bi prenovljena Slomškova knjigarna v samem središču mesta, na križišču raznih poti, ostala in še bolj postala eno od duhovnih središč in stičišč. Saj, če nas kaj dviga kot narod in tudi kot vsakega posameznika, nas dviga ta vera in kultura, knjiga in duhovnost. Ali če ponovim za blaženim Antonom Martinom Slomškom, sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod direktor. Zdaj pa po skladbi sledi še najpomembnejše dejanje današnjega dne. Nadškof in metropolit monsignor Alojzij Cvikl bo nove prostore blagoslovil. Blagoslov pa, se vemo, pomeni klicanje Gospodove milosti, njegovega varstva. Zato se zberimo, naj nas v ta trenutek uvede pesem, ki si želi,
blagoslova tudi širše, ne le za te krasne nove prostore, ne le za to lepo mesto, ampak za deželo, v kateri smo. Božja moč naj tu med nami veje, hrepenenje tli globoko v nas, da jo zdravi svoje ljudstvo, pošli svojega duha med nas. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izlij duha na vso Slovenijo. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izlij duha na vso Slovenijo. Slutimo, da duh že k nam prihaja, silni val prodira nad zemljo. Nosi milost odpuščanja, molimo Gospod obnovi nas. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izlij duha na vso Slovenijo. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izlij duha na vso Slovenijo. Izlij duha na vso Slovenijo. Izlij duha na vso Slovenijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Spoštovani navzoči, danes se z veseljem zbiramo k blagoslovu novih prostorov Slomškove knjigarne in Slomškove družbe. Še posebej bomo prosili blagoslova za ljudi, ki bodo v teh prostorih delali, in ljudi, ki bodo v te prostore prihajali iskat knjižnih in duhovnih spodbud. Še posebej se danes obračamo na nebeška zavetnika, svetega Frančiška Saleškega, ki je zavetnik katoliškega tiska, in blaženega Antona Martina Slomška, katerega ime nosi knjigarna, da bi bil tukaj kraj, ki bi res bil kraj nove evangelizacije. Ne samo v prostor bomo prosili, da Bog vnese svoj blagoslov, ampak v srca nas, kajti v človeku je dobro in človeku je tudi zlo. Da bi bil tukaj resnično prostor povezanosti, sodelovanja in tekmovanja v ljubezni, bomo sedaj skupaj prosili, najprej pa prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Kdor torej zametuje to, ne zametuje človeka, temveč Boga, ki vam daje svojega svetega duha. O bratski ljubezni pa ni treba, da vam pišemo. Vas seme je Bog poučil, da ljubite drug drugega. Sicer to tudi delate do vseh bratov po vsej Makedoniji.
pač pa vas spodbujamo, bratje, da še bolj napredujete. Prizadevajte si živeti v tišini, skrbeti za svoja opravila in delati svojimi rokami, kakor smo vam zapovedali. Tako naj bi spodobno živeli v očeh tistih, ki so zunaj, in naj ne bi potrebovali nikogar. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Gospod naj vas varuje. Gospod naj vas varuje. Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji. Če Gospod ne varuje mesta, stražnik zaman čuje. Gospod naj vas varuje. Zaman vam je vstajati pred svitom, sedeti pozno v noč pri delu, jesti kruh trdega truda, saj ga svojim ljubljencem daje v spanju. Gospod naj vas varuje. Spoštovani gospod Miha Turk, drage sodelavke in sodelavci Slomškove knjigarne in Slomškove založbe, prisrčno pozdravljam vse vas, ki ste se nam danes pridružili, da skupaj kličemo Božji blagoslov na to začeto pot tukaj v teh prostorih. Vesel sem, da ste prišli do svojih prostorov, končno, ker ste doma. V tem času, ko ste bili najemniki naših prostorov skoraj 30 let, so med nami vladali lepi odnosi in korektno sodelovanje. Mislim, da to sodelovanje sedaj, ko boste na svojem, ne bo se pretrgalo, ampak še nadgradilo. Saj smo vsi v istem vinogradu, v službi istega Gospoda in za istim ciljem, da po nas in naših prizadevanjih raste Božje kraljestvo. To pa je kraljestvo ljubezni, resnice, miru in sprave. Človek ni samo telesno bitje, ampak je tudi duhovno. Tukaj vsako jutro grem mimo in kaj me tukaj pozdravi na tele ulici? Vonj kruha. Vonj kruha, tukaj sta dve pekarni in ena je najboljša, skoraj verjetno v Mariboru. In te pozdravi vonj kruha. Ampak nismo samo telesna bitja, smo tudi duhovna. In zato si želim, da bi tukaj bil kruh za dušo. Vonj po kruhu za dušo. To pa so besede Svetega pisma, to so besede v ljudi, ki so jih prelili v knjige, ko so srečali Boga in se mu celostno izročili. To so knjige o kulturi, o umetnosti, besede, ki človeka vodijo k molitvi in življenju po veri. Vse to torej je tisti kruh za dušo, ki ga človek išče in lahko najde. Zato sem vesel, da bo na tej odslej bolj prometni ulici, ker vsak dan gre nešteto ljudi mimo, tudi ta ponudba, ne samo za telo, ampak tudi za dušo. Želim si, da bi tukaj v vaših prostorih ta von vsak, ki bo noter stopil, začutil. Kajti med nami je na eni strani vedno več ljudi, ki se imajo za neverne, ampak po drugi strani je pa vedno več ljudi, oziroma vedno več tistih, ki iščejo, ki čutijo, da je to življenje, ki ga živimo, torej ni življenje, ki te usmišlja, ampak čutijo neko praznino in zato iščejo. Na vabilo danes ste se podpisali prav vsi, vse sodelavke in vsi sodelavci. Posebej sem bil na to pozoren. Želim, da ostanete med seboj povezani. To je znak res povezanosti, kajti naj se čuti to, tisti, ki bo vstopil v te prostore, da ste tukaj med seboj povezani. In bodite ljudje srca. Torej, ki znate sprejeti drugega, ki mu znate prisluhniti, ki mu znate svetovati, in na ta način se bodo obiskovalci čutili tukaj sprejete. In če so se enkrat čutili sprejete, potem bodo še prišli. In to je torej najboljša propaganda za vas tukaj, predvsem pa, da jim pomagate najti tisti kruh za dušo, ko bodo iskali tukaj vaši knjigarni. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v pripravi, gospod Miha je to omenil, koliko vas je bilo in lahko vidimo, da je stvar dobro uspela. Hvala torej vsem, ki ste danes prišli, ki boste še prišli. Naj dobri Bog izlije svoj blagoslov ne samo na te prostore, ampak predvsem na nas. Na vas, ki boste tukaj delali in na vse tiste, ki bodo vstopali v to Slomškovo knjigarno in Slomškovo založbo. Če kaj danes potrebujemo in če kaj manjka v tem mestu Maribor, je ravno to kruh za dušo. In naj ga tukaj najdejo in naj ob tem kruhu rastejo
in postajajo tudi oni ljudje srca in odprti za njega, od katerega vse prihaja in katerega bomo sedaj prosili, da izlije svoj blagoslov na nas in na te prostore. Zaupno se obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in ga prosimo. Vsemogočni Oče, daj, da bi knjige iz te knjigarne vodile ljudi k globjemu odnosu s seboj. Prosimo te, usliši nas. Daj, da bodo vsi, ki bodo prišli v te prostore, zaslutili posebno Božjo bližino. Prosimo te, usliši nas. Naj bo delo v teh prostorih vsem veselje in blagoslov. Prosimo te, usliši nas. Daj, da bodo vsi, ki tu delajo, razumeli drug drugega in si medsebojno pomagali. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj odgovornim, da se bodo zavzemali za pravično delitev dobrin na svetu. Prosimo te, usliši nas. Daj nam moč, da ne bomo iskali svojih koristi, ampak bomo nesebično služili vsem ljudem. Prosimo te, usliši nas. Bog Oče, moči narave si podredil človeškemu delu. V svoji dobroti nam pomagaj, da bomo opravljali svoje delo v evangelskem duhu, gojili iskreno bratsko ljubezen in složno delali za spopolnitev tvojega stvarstva po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj pa skupaj z Gospodovo molitvijo prosimo za Božji blagoslov. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Molimo. Sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, na mnogotere načine si govoril ljudem, v polnosti pa si se razodel po svojem Sinu Jezusu Kristusu. Cerkvi si zaupal dragocen dar, knjigo vseh knjig, da bi nam posredovala tvojo besedo. Človeku si dal zmožnost, da s pisano besedo bogati sočloveka in svetu razodeva tvojo lepoto in modrost. Zaradi tega te slavimo in molimo, obenem pa te tudi prosimo, blagoslovi to Slomškovo knjigarno in Slomškovo založbo. Daj, da boste širili tvojo modrost in gradili pri graditvi človeške družbe. Ljudem naj posredujejo veselje do branja, da bodo duhovno bogatili sebe in druge. Vse, ki bodo tukaj delali, razsvetli, da bodo upravljali svojo službo tebi v čas in v dobro ljudem. Varuj jih, da ne bodo širili to, kar je slabo, ampak bodo oznanjevalci tvoje resnice po Kristusu našem Gospodu. Amen. Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj, na milijone ljudi potrebnih pomoči. Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi, ki upajo, da roko jim boš dal, svoj nasmeh boš človeku daroval, košček svoje ljubezni mu boš dal. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj vam besed, daj mi roko in naj bo v svet. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj vam besed, daj mi roko in naj bo v svet. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj
Spoštovani gospe, dragi gospodje, zahvaljujemo se vam za obisk. Pevci zbora Radia Ognjišče tudi za pozornost pri tem glasbenem delu. Zdaj pa je čas za ogled novih prostorov Ognjišča v Mariboru, Slomškove založbe, Slomškove knjigarne, kjer lahko danes, pozor, izkoristite 10% popust ob odprtju na vse, no, razen na tisto, kar državna zakonodaja prepoveduje. To je popust na nove knjige. Tega ne dovolijo. Seveda bomo veseli vašega obiska tudi druge dni. Imamo nov naslov Slomškove knjigarne, ostaja Stari urnik, delovniki med 8. in 19. sobota do 12. ob nedeljah pa praznujemo in počivamo. Vabimo vas, da se zadržite v klepetu, kramljanju, druženju, da se tudi malo posladkate in poplaknete grla. Hvala za lep večer vsem skupaj, za sklepno besedo pa prosim gospoda Rančko. Nedelo pa mi delamo. Tako, res moje čestitke in želim, da bi na tem prostoru obrodili bogate sadove, da bi, ko sem prej omenil blagoslovo na začetku, to je prostor nove evangelizacije. Dejansko, tudi vi se trudite s svojimi knjigami, da bi čim bolj na preprost način lahko prišle v roke čim širšemu krogu, ne? In poceni. To je velika prednost. Pa prosimo na koncu za Božji blagoslov. Gospod z vami, trojedini Bog, v svoji dobroti nam pomagaj, da bomo upravljali svoje delo v krščanskem duhu, gojili iskreno bratsko ljubezen in složno delali za dopolnitev tvojega stvarstva. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite in živite v Božjem miru. Bogu hvala. Slomškova knjigarna mi dosti pomeni, pa veste zakaj? Ker pred 30 leti, to se pravi zdaj 29 leti, sem jaz začela v Slomškovi knjigarni delati. Tako da ste od začetka prisotni? Ja, pri ploščicah. Pri ploščicah in kaj pravite sedaj, ko je tako lepo? Moram povedati, da ko sem vstopila noter, sem bila prijetno presenečena. Zelo topel, lepi prostor, te ne otesnjuje, tako da moram reči, zelo lepo. Kakšne so pa vaše želje za bodoče? Kaj želite tej prenovljeni knjigarni? Veste, kaj že na začetku, pred 29 leti, je bilo eno načelo, ne, da je treba, tako kot je Slomšek rekel, ne, besedo naprej dajati, to je del naše kulture in jaz vem, da bo uspelo, bo nadaljevalo se to, tako da še najmanj 2x3x30. Reden gost ravno nisem, kadar pa grem, pa gotovo nakupim kar za lepo vsoto denarja, kajti nedvomno najlepše je, ko se lahko v knjigarni sposodiš, greš od police do police in vzameš knjigo v roke ali pa druge stvari in potem se lahko odločiš, kaj boš vzel, kaj boš pa pustil. In ob tej priložnosti res želim tej knjigarni v Mariboru, da bo postala zbirališče mnogih, ki bodo tukaj iskali, kot je dejal Načkov Cikl, dušno hrano, kajti nedvomno je tisto najpomembnejše, kaj potrebujemo v življenju. Zakaj bi kristjani morali brati tudi v tej smeri se izobraževati? Zato, ker preprosto potrebujemo, smo ljudje duha in če hočeš, da se ti krepi duh, potem moraš nekaj prebrati. Gotovo nam lahko veliko pomagajo mediji, radio, televizija, časopisi, ampak vendarle je knjiga je pa tista stvar, ki te spusti v večje globine kot morda drugi mediji. To lokacijo tukaj Maribor veliko pridobil, predvsem pa je pridobila Gosposka ulica, ki je bila zadnje čase zanemarjena in kjer se je dejansko začelo to dogajanje, se je preneslo čez Dravo. Zdaj s tem objektom in s to lepoto, ki se danes tu otvarja, pa bi lahko rekel takole, da marsikdo bo zavil zopet v to Gosposko ulico in se potem tukaj, torej vse za ti praznike velike ostavil, ne? Kot so Velika noč, Božič, potem pa rojstni dnevi, pa razne obletnice, ne? Tukaj doti dobiš vse. In ker so prijazne trgovke in ker je zelo lepi ambient, mislim, da bo slej ko prej tale lokacija in ta trgovina zelo, zelo dobro zaživela. Zato, da ohranjamo svojo svobodo, svojo zdravo pamet
ker če samo televizijo, radio in medije poslušaš, potem kmalu zgubiš svojo identiteto. Knjiga je pa tista, ki nam daje temelje. Zato je Slomšek vedel, kaj je zapisal. Kultura, vera, jezik, kultura. To je tisto, kar narod postavlja na tisti svetovni oder življenja, ne samo lokalno. Knjiga je in bo ostala nenadomestljiva. Torej z duhovnega področja, duhovno področje ne več, torej, kaj bi rekel, kako pomaga danes človeku v rasti njegove vire, v iskanju smisla teh odgovorov na ta vprašanja, ki jih nosi v sebi. Se mi zdi, da danes, ko sem prej omenil, je vedno več iskalcev in ljudje potrebujejo nekaj, kar se dotakne srca. Pomeni, da knjige, ki nosijo v sebi izkustvo nekega doživetja Boga, to doživetje potem se lahko dotakne drugega. Življenje se vedno dotakne življenja, ne? Srce se dotakne srca. In zato se mi zdi, da je ta knjigarna malo posebna ravno v tem, ker naj bi bilo to, ko se prej omenil, kruh za dušo, za duhovno rast. In v tem smislu sem vesel in jim želim veliko blagoslova. Ja, misijon ima željo iti med ljudi, tudi knjigarna je šla med ljudi in to je gotovo simbolika, ne, da cerkev danes je cerkev na poti. Torej tam, kjer so ljudje, tam moramo biti mi. Ljudje nas manj iščejo, moramo mi iti k njim. Zato se mi zdi, da je to en tak korak dejansko v tej smeri nove evangelizacije, ko gremo mi k ljudem in smo tam, kjer so ljudje in se pogovarjamo z ljudmi, jih poslušamo in iščemo, kako jim pomagati na te njihove poti. Knjige so mi zelo dragocene, sploh tiste, ki jih izberem, da mi pomagajo, najprej za mojo osebno rast, potem pa tudi za rast žensk v skupinah, za katere pripravljam program. Čutim, koliko je pomembno, da vzameš knjigo, da se poglobiš, da razmišljaš ob tem, res lahko odpre obzorje, notranje te napolni. Tako, lepo mi je in dragocena mi je in zelo sem hvaležna, da jih imamo. No. Presenečena, navdušena, tako, nagovoril me je ta čut za lepo. Jaz imam rada lepo. In če lahko rečem, kaj je lepo, ta knjigarna je resnično lepa. Jaz želim, da bi naprej tako lepo delali, kot so doslej. Jaz tim poznam, čutim, kako je ta tim povezan in to se mi zdi bistveno. Tudi te sodelavke in sodelavci, ker z vsemi sodelujem, čutim pravzaprav, kako delajo na sebi, kako dejansko ne samo prodajajo, da bodo nekaj zaslužili, ampak so srcem zraven, si pomagajo, svetujejo. Ko pridem v knjigarno, se počutim kot doma. Ker je to pravzaprav tudi ene vrste naša hiša, tako da smo zelo veseli, da smo tukaj v tem lepem dogodku in smo navdušeni nad prostori, tako iz naše radijske kleti, tole sploh zažari z enim soncem mesta Maribor, zelo lepo. Neka toplina je, domačnost, zelo veliko izbire, ne le knjige, tudi stvari za otroke, veliko drugih predmetov nabožnih, jaslice, tako da res je lepo in prijetno. Včasih sem zelo veliko bral, zadnje čase moram reči, da je kar malo manj. Imam plane, da bi več bral, ampak zdaj imam majhne otroke in dajmo reči, da imam izgovor. Tako da, ko otroci zrastejo, bomo več brali. Vsi skupaj želimo, da bi predvsem zaživelo, zdaj vidimo, da z vsebino je, z vsem tem, kar se šibi na teh policah, je to več kot odlično, da bi zaživelo zdaj še z Mariborčani, s tistimi, ki vidimo, da kar na gosto hodijo po teh ulicah, kaže, da je to verjetno en res ta pravi punkt v Mariboru in da bi ne zavijali samo v kakšne lokale, s hrano, s hitro hrano, s pijačo, s drogerijo, ampak da bi kdaj stopili tudi tukaj takega, kar zahteva malo več od človeka, no, tako en premislek, tukaj se bodo gotovo lahko umirili. Želimo si, da bi blagajna pridno pela, da bi ves čas zvončkljalo. Knjiga mi pomeni največ. Jaz te knjige računalniške ali na mobitelu ali tem sploh nimam rada. Jaz imam rada knjigo v roki. Odlično, jaz sem prav presenečena. Nisem pričakovala tega, ker je to čisto nekaj drugega, kot je bilo v starih prostorih. Ne? Nekaj zgoraj, spodaj, sem, tja, tako da tele police, to me prav impresionira.
bom še raje zahajala zgleda sem, kot sem že, ne. Upam in tudi mislim, da se trudim tudi na drugih področjih še svojega življenja, da bi Maribor iz tega nekega mrtvila se pač počasi premaknil. Upam, da bo, no, pač vsak mora nek mali korak narediti, da se bo na koncu nekaj poznalo. Vsaj jaz tako čutim, je pomembno za Maribor, da vračamo življenje v Gosposko ulico. Mislim, da smo na kar prominentni lokaciji, vidi se oddaleč, malo bomo še nekaj morali tudi na zunanjosti narediti. Več prostora imamo, kot tam, lažje smo artikle razstavili. Tudi mi, pisarniški molji, smo dobili svoje svetle luknjice, tako da v bistvu smo zdaj nekje na kupu, ne. Če mene vprašate, jaz sem seveda čustveno vezan na Slomškov trg 3, ker sem tam bil soustanovitelj galerije in mi je po svoje škoda in žal, da ni Ognjišče tiste stavbe kupilo cele, pa iz tiste cele stavbe naredilo to, kaj je naredilo tu. Tako da si predstavljam pa, da je seveda, kar se prostorov tiče, tu bilo to veliko lažje narediti, kakor pa v tisti stavbi. Z tega vidika jih razumem. Slišali ste, ne, da je knjigarna stara skoraj že 30 let, pri takratni knjigarni smo bili tisti, ki smo takrat kaj v Škofiji počeli zraven. Tudi ta zgradba je nekoliko drugačna, recimo modernejša, čeprav je tudi stara, ampak na zunaj pa nekoliko tudi po tej fasadi modernejša. Tudi tukaj vidim, da je razpored knjig, ki ne vsega čisto drugačen, kot je bil tam, mogoče celo vse tako nabito, ampak ker se še nisi prehodil po knjigarni, težko rečem kakšno oceno oziroma kaj se o tem mislim. Nekaj bolj svežega, boljšega, bolj prijetno, malo. Kaj vam posebej všeč v teh novih prostorih? Taka toplina se čuti, ko stopiš noter, dobrodošlica, ne vem, tako stranke nam tako rečejo, da so tu sprejete, da se dobro počutijo, da jim znamo posvetiti čas. Blagoslov je bil podeljen, mislim, da v zelo veliki meri, tako da smo ga bili deležni vsi. Ne vem, začutila sem ga tudi tukaj noter, je zaradi ljudi in zaradi vsega tega vzdušja, ki je tukaj. Ste kaj pogrešali stare prostore? No ja, malo nostalgija dela, ampak danes nisem pogrešala nič. Pogrešala sem morda mojo sodelavko, ki nas bo seveda prišla obiskati in tudi se nam pridružila. Mislim, da lahko tako zadihamo malo z širokimi pljuči. Ne vem, en duh veje noter, morda tale naš sodelavski in pa predvsem Slomškov duh. Že prvi dan v ponedeljek so nas obiskali, nas pozdravili, pa tudi opravili kakšen nakup. In se počutijo dobro? Zelo. Mislim, da, bili so odkriti. Želim, da bi ta Slomškov duh, ki smo ga prinesli in ki je prinešen v te prostore, živel z nami naprej, da bi se dotaknil ne samo nas vseh, ampak vseh naših kupcev, strank, ki prihajajo in vseh naših prijateljev, ki so tukaj v knjigarni. Zelo rada berem. Knjiga je moja največja prijateljica. Pa prejšnjo nisem mogla, ne? Tu pa sem zdaj počaščena, da lahko pridem sama, no. Zelo rad berem, ja. Kadar je čas. Penziji pa zmanjkuje časa. Malo zašalo, ja. Ja, ko sem slišal, ko so mi povedali punce, da bodo sredi oktobra se selili, vsem sem bil v začetku po priči povedano, malček skeptičen, sem rekel, če so dobili ta prostor, potem je to ogromen korak in dejansko danes se mi samo tudi meni smeji, čeprav nisem soudeležen v tej zgodbi, mislim, da lepše lokacije, lepših prostorov v tem momentu v Mariboru ni in da bi se spomnil to, kar je Nadškof rekel, ne? Da je bilo to dejansko srečevanje ljudi, vemo katerih, ki iščejo tudi duhovno hrano, ne samo to, kar nas obkroža.
zato za majhno rokico, ker se lahko potegne, ne? Gumica skupaj, narazen. Zdaj ta bi mogoče bil bolj za fantka, ta pa bolj za deklico, ne, tale. Tale pa bolj za deklico, to je za obojno. Ne, ta pa bolj mogoče za fantka. Ja, vesele smo vse skupaj, da je, bom rekla, ta glavno za nami, največje delo je opravljeno, čeprav seveda zdaj bodo dnevi še kar pestri, nekatere stvari še moramo umestiti, malo se še lovimo, pa mislim, da bo kmalu vse v redu. Meni je všeč, da je svetlo, da je živahno in da je veliko. Se pravi, da lahko dihamo, da se lahko gibamo po prostoru, da lahko stvari lepo razstavimo. Se mi zdi, da če berem, se tudi umirim. Zato rada tudi take knjige, po takih knjigah posegam, rada tudi poezijo berem. Tako da to mi je res pri srcu, ja. Jaz si želim, da bi Slomškova knjigarna bila še dolgo, da bi jo ljudje res vzeli za svojo, ne glede na to, da je zdaj na drugi lokaciji, in da bi bila eno stičišče, kjer bi ljudje radi prihajali, se malo umirili, mogoče malo pogovorili in da bi tudi našli v tem svetu, ki je zdaj med nami, Boga in mir in vse to, kar pač najbolj potrebujemo. Mi si želimo samo, da bi ena taka mala otvoritev po številu obiska bila vsak dan. Lepo je bilo, nič nismo pričakovali posebnega, karkoli bi bilo. Mi smo tu, da služimo, čeprav smo na Gosposki ulici, da služimo ljudem, da lahko pridejo do nas in dobijo tisto, kar rabijo, in to je za nas najbolj važno. Lahko rečem, da smo se potrudili, kolikor smo se le lahko, da smo naredili knjigarno lepo, ni še čisto vse na mestu, še nekatere stvari bomo uredili, nikoli ni čisto vse, je pa tako, da knjigarna je živa stvar in da se to vedno malo tudi spreminja in tako naprej. Zdaj je nek začetek na novem, na skoraj 30-letno tradicijo in upamo, da bomo na ta način prišli še tudi do drugih ljudi, ki mogoče ne pridejo, pa da bo na ta način tudi košček Jezusa oziroma košček njegovega sporočila lahko tu dobili in da jim bo to pomagalo za njihovo življenje. Smo veseli, da smo dobili te prostore, mislimo, da je lokacijsko za Maribor to in glede na našo dejavnost nekako najbolj ugodno, se pravi, da smo v centru, v mestu, da dostopni. Dobro, nekateri so pač bolj zdaj usmerjeni v druge dele mesta, razne središča, nakupovalna. Mi smo malo drugačni glede tega in se nam zdi, da je naše mesto tukaj. Tako da upamo, da bomo kot mestna knjigarna privabili tudi mi čim več ljudi, da je to, kot rekel moj sodelavec danes, majhen korak za mesto Maribor in da je pa velik korak za ognjišče. Tako da upam, da je to res. Mi se veselimo srečevanja z ljudmi, če jih lahko srečimo, ko so pri nas, je to največ vredno. Malo se moramo zdaj aklimatizirati tukaj, vse na novo, se še malo privajamo. Ravno v tem času, ko bo mogoče nekako največ obiska, oktober, november, december, konec leta in upamo, da bomo nekaj luči tudi mi v tem okrašenem Mariboru, ki bo takrat verjetno.